Ja, nocoj kaj dogaja, gostimo improvizatorja, komika in zadnja leta tudi voditelja oddaje Male sive celice. Z nami je vedno nasmejani Rok Škrlep. Rok, pozdravljen, živjo. Živjo. Dobro večer, živjo. Ja, zelo mlad si postal eden izmed voditeljev legendarnega kviza Male sive celice. A je res, da si eno leto tekmoval kot član osnovne šole Kranj, naslednje leto si bil pa že voditelj? Ne, to ni čisto res. V šolsko ekipo me niso sprejeli, na RTV-ju pa imajo zgleda nižje standarde. To nisi mogel biti tekmovalci, pa lahko voditelj. Tako da tam je bilo res treba veliko znati, da me v ekipo vzamejo. Tle so pa rekli, ajde, bo iz listkov boš lahko bral vprašanje. No, pa kako pa je bilo prevzeti legendaren kviz? Velike čevlje stopu, ne? Ja, v velike čevlje. Mava z Jušem to srečo, da sva dva, pa je vsako enega skočil. Pa je šlo nekako Pavle Ravnohrib, Nik Škrlec, res dve legendi. Tako da je kar častno. Sem bil kar mal ponosen, pa zelo mi fajn delati z otroki, ker so iskreni. Odgovor je pravilen. A je? To, evo. Ampak nekatera vprašanja so kar težka. Se kdaj zgodi, da tudi voditelji ne veste odgovore, pa se potem samo malo pretvarjate? Se ne zgodi, ampak se dogaja. To je približene 3 vprašanja na oddajo, nimaš pojma. Na srečo jih dobiš že prej, pa se malo prebereš, malo pozanimaš. Pa se pa pametnega delaš. Ja, to pa je bilo leta 1991, tako je. Ampak v bistvu se velikokrat zgodi. Pa si rečeš, to pa videli, pa izstrelijo, kada si jih vprašal, kakšne barve je sonce. No, ampak poznamo te pa najbolj kot komika, stand-up komika, improvizatorja. Kje se najbolj najdeš? Ja, v bistvu večino časa res preživim na stand-up odrih, ampak začel sem pa z improvizacijo. To je nekako moja prva ljubezen. In zdi se mi, v improvizaciji res mi je všeč ta občutek, ker ne veš, kako bo izpadalo. Ti si lahko najboljši improvizator na svetu, pa imaš zelo slabe prizore. Ko imaš ta svoj stand-up set naštudiran, ker veš, da bo šel skozi. Ampak pri improtu je pa vedno ta neka negotovost, ki te naredi... Več ljudi je zraven, ne? Ja, in ne veš, kam bo odpeljal. Tako da to mi je pri improtu všeč. Je pa tudi pri stand-up... Če ne bi užival, pri tem tega ne bi delal. Ja, minuli vikend si pa nastopil v Hali Tivoli kot del predstave Janezi. Kako je bilo stopiti pred 4000 glavo množico in jih nasmejati? Ja, noro, ne vem, kaj ne rečem. V glavi imaš, vse si pripravljen, redi si za to, pa stopiš na oder, pa vidim, o moj bog, koliko je to ljudi. Sem rabil kar 2 minuti, da sem vse prišel. In kakšni so, kaj to, kdo je Janez? Ja, to je dobro vprašanje. Mi imamo 6 Janezov, se pravi vsak nekak svojim pogledom, ampak smo šli malo v to slovenskost, malo stereotipe, nekatere potrjujemo, druge razbijamo, ampak to je nekako rdeča nit cele predstave. To pa je prav slovensko. Mislim, kaj je to? Ja, to je pa težko reči. Kaj, da ne dela fauš, škrt? Škrt tudi, ja, Gorenci sploh. Ampak meni gre na živce, ko govorijo, vsi Gorenci so škrti. Alenka je poročena z Američanoma, ne? Zato to tako zanima. Nima pojma, nikoli se vodil si pa tudi večkrat že dogodek Stična mladih, gre za katoliški dogodek. A se ti kdaj zgodi, se pravi, humor, vera, da greš mečkan čez? Ta nekletje, za kakšne tiste konzervativce vse, kar povem, gre mečkan čez. Je bilo kdaj, mladenič, vas je pa malo zaneslo. Ena fora, prav na Stični mladih, ki se jo spomnim ob 40-letnici, mi je bila ful všeč, ki sem povezoval in sem rekel, zelo veseli smo pa, da imamo danes obisk prav iz vrha. Dame in gospodje, dajmo en velik aplavz in Borut Pahor že vstane in začne hoditi proti odru. In pa rečem, dajmo en aplavz, Bog je danes z nami! In pol se čakal, malo je bilo tišine, pa se pa še Pahor začel smejati, pa se je usedel nazaj na svoj stolček. Poleg vseh drugih stvari, ki jih počneš, pa tudi rad potuješ in to na eksotične destinacije. Kam vse? Kje vse si že bil? Ponavadi toliko eksotične, ker niso zares eksotične. Rad grem tja, ker ni toliko turizma, sploh včasih, zdaj, kaj je familija, se moraš mečkam prilagoditi, pa tudi kakšno malo bolj na prvi pogled varno destinacijo, ampak recimo taka potovanja, ki so mi res ostalo v spominu, so recimo Iran. Z ženo sva hotela iti
nekako peš iz Irana v Slovenijo, sva si vzela cel let cajta, no, ampak je bilo leto 2020 malo neugodno za potovati. Aj, kakšna zanimiva anekdota, recimo? Iz Kazahstana se mi zdi ena taka, ki je bila pa res, to sem šel pa že par let prej, 3 leta nazaj v Kazahstan, se pa spomnim, ker sem par dni preživel pri enem gospodu, ki je imel par krav, par ovc in enega kona. In mi smo tega kona, smo ga tam božali, jahali, umivali, vse to lepo je bilo. In enega dne kon ni neki hotel vstati. In mi vlečemo, porivamo, kon ne vstane. In zdaj ta gospod Tulan, mu je bilo ime za kovne, in gre domov po svoj avto, začne podirati zadnje sedeže in pogleda mene, pogleda kona v prtlažnik, vpraša, boš pomagal. In jaz nisem znal po rusko reči, da idemo malo razmisliti. In evo, sredi Kazahstana nalagan kona v prtlažnik. In to ni bil tako kombi, to je bil, kada bo našega ta starega golfa tlačil, tako, kad smo ga kupiti purin, da se je gepek zaprl. In jaz sem bil tako, to ga peljemo klet, siguren. To je Kazahstan. Pa je pol sam na konc vozu, ne? Rok, najlepše hvala za obisk v studiu. Še veliko ustvarjalne energije ti želiva. Srečno. In tudi vama in ustvarjalcem daje zelo fajn. Hvala lepa.